V rubriki Glas ljudstva pa danes odgovarjamo Milici iz Ljubljane, ki sprašuje, kje in kako izbrati novega osebnega zdravnika zaradi trajne odsotnosti mojega. Ker mi o osebnih zdravnikih vemo približno toliko kot Hrvati o lastništvu Mercatorja, se pravi, nimamo pojma, ampak bomo poskušali izvedeti, smo tokrat odgovor raje prepustili osebi, ki je dejstvo, da tematike ne pozna, nikoli ni oviralo pri dajanju nasvetov. Milici odgovarja naša bivša sodelavka Zvezdana M. Dober večer, drage moje, dragi moji. Najprej bi se vam rada zahvalila za vsa pisma, ki mi jih pošiljate. Vsakič, ko vidim kuverto ali dopisnica z mojim imenom, se prav na glas zahvalim. Hvala, da sem tukaj in da vam lahko pomagam. In tako je bilo tudi tokrat. Draga moja Milica, ko sem dobila vaše vprašanje, sem si rekla, juhuhu, končno bo nekdo začutil, da ni sam na tem svetu. In vaše besede sem brala, ne le z usti, ampak srcem. Kajti beremo srcem, tako kot ljubimo in živimo srcem. Samo človek, ki živi in deluje srcem, je svoboden človek. In vi, Milica, ste svobodna. Ja, prav ste slišali, vi ste svobodna. Vi nimate osebnega zdravnika in zato vam noben ne omejuje, kaj lahko počnete in kaj ne. Vam ni potrebno čakati na vrsto, ker vaše čakalne vrste ni. Vržite zdravstveno izkaznico iz žepa in takoj se boste počutili lažje. Ja, kajti odgovornost za svoje zdravje lahko prevzamemo sami. In to govorim vsem, ki ste ostali brez zdravnika. Jemljite to kot srečo, kot blagoslov, ki vam je omogočil, da se rešite okoli tradicionalne medicine. In sami opravljate zdravniško službo. Ja, zdravnik ni samo tisti, ki vam ga ponudi država. Zdravnik smo prav vsi, tudi vi, tudi jaz. Če pa mi kdo odzame to svobodo, pa so tu še vedno njive in grem lahko saditi krompir. Rada ga imam. Ok, če nas gleda, pa nas ima rad, pol je subscriber, ne? Ja, sam kaj pa, če nas gleda, pa nas ne mara? Potem je pa subscribers. Ah.